Jaz ponavadi ne govorim veliko o virusih. Tem virusu, ki je predvsem danes prisoten, ki jo pravimo COVID-19. Govorim pa o drugem virusu, ki nismo prisoten samo v tem življenju oziroma samo v tem obdobju življenja. Ampak virus, ki traja že zelo dolgo časa in ki povzroča bolečine, stiske, žalost, vse vrste trpljenja. In tudi ta virus, ki jo pravimo nevednost, odpor in strasti. In ljudje nič ne naredijo glede tega virusa, mi pa ves čas o tem opozarjamo. Tudi ta virus je nevidni sovražnik, nevidni virus. In zato, ker tale virus prinaša mnogo udobja in užitkov, in tudi prijetne stvari, zato ga noben noče delati glede tega. Ljudje se vržejo v te občutne užitke, ne da bi se zavedali, kakšne posledice lahko pridejo. Bolj ko si dovolimo, da se vržemo v čutne užitke, bolj bojo hude posledice. To pa zato, ker mi se tako navezujemo na svet. Mi iščemo zatočišče v svetu, zatočišče v čutnih užitkih in zatočišče v materialnih stvareh. Tudi ljubezen in strast sta povezana kot eno, da vidimo razlike. In bolj ko smo zasvojeni, bolj smo zasužnjeni. In to ves čas se ponavlja in govorimo. In zdaj, ki je prišel tale virus COVID-19, se zgodi, da vse te stvari, ki smo mi imeli kot zatočišče, se začne rušiti. Vse ene stvari so nam odvzete, čutne užitke, svoboda, strah pride. To pa zato, ker smo dolgo časa imeli zatočišče v nekaj, kar je podvrženo uničenju, manipulaciji, kontroli in vse vrste suženjstva. Zdaj, ko gledamo na svet, svet je lahko prijeten ali neprijeten. Zdaj, ko je prijeten, mi mislimo, da je ta prijetnost, ki nam dana za nas, je na naši strani. In smo veseli, ko doživimo nekaj prijetnega. Se rečemo, svet je na moji strani, angeli mi pomagajo ali imam veliko srečo, sem zelo srečen, imam polno denarja, imam lepo družino, imam vse vrste čutnih užitkov, dobim, kar hočem in je čudovito. Ko pa doživljamo neprijetne občutke, potem takoj rečemo, svet je proti nam, svet nas sovraži, imamo nesrečo, sem zaklet ali karkoli imamo v mislih, da je vse nekaj proti nam. Če je prijeten užitek, mislimo, da to je dobro, ko je pa neprijeten občutek, pa mislimo, da je zato neko zlo in narobe in da ne bi smelo biti. Toda v resnici prijetni in neprijetni občutki imajo svoj zakon. Svetu ne briga, ali je na tvoji ali proti tvoji volji, ali je na tvoji strani ali je tvoj nasprotnik. Prijeten in neprijeten občutek ima svojo naravo. To je le naša domneva, ko mislimo, da svet res briga za nas. Toda mi smo zavzeli svet kot neko zatočišče, kot nek starš, ki jemljemo kot neko udobje in da bo nas varovalo. Samo to je isto, kot da bi šli v banko, vse sposodili denar. In to pravimo varnost, Samo tem bojo obresti in drago se bo nazaj plačalo. Bolj ko smo v dolgovih, bolj smo ujeti v svet. In to je zdaj igra tega hudiča ali satana ali demona, kakorkoli mu pravimo. Tako da za tega pride do straha. In naprimer, če dam drugo prispodobo,
Ko je nas strah, kam gremo, ko smo bili otroci. Gremo k svojim staršem, gremo k svoji mami. Tam je počutek varnosti. Ali pa če si pomislimo, smo majhen otrok in se izgubimo v trgovini, ne najdemo mame, strah pride. In to pomeni, tudi tisti nezrelo obdobje življenja, ko se še zmeraj naslanjamo na nekaj. V tem primeru pri spodobi sem dal mamo. In ko mama izgine, ko mame ni, je strah. To, da ko človek odraste, se ne bo več ustrašil. Zdaj, v tem obdobju, ko pride strah, je nekaj podobnega. Morda nismo več otroci v takem smislu, v biološkem smislu, ampak lahko smo še zmeraj otroci zdaj, prav zdaj, ko za starše nič več ne jemljemo mama, očeta, ampak kot državo, kot družbo. In da se popolnoma ji predamo in jih hvalimo in tam iščemo varnost. In damo jim moč. Potem pa gre ta zadeva, seveda se spreminja. In gre potem mogoče kdaj pa kdaj proti naši volji, proti naši varnosti. In strah pride. Strahom pride nemir, jeza, sovraštvo, trpljenje. Torej, naučiti se moramo, kako postanemo odrasli. Da ne takoj ne reagiramo in krivimo stvari nekje tam zunaj. Da ne sodimo, češ da je nekaj zunaj tam, ki nam povzroča bolečino. Sposodili smo se denar, plačamo obresti. Tak je bil dogovor. Torej, bolj ko se zatopimo v svet, bolj bo bolelo. Torej, bolj ko se potopimo v neke občutne užitke, ko živimo brezskrbno, ko ne sprejemamo odgovornosti za svoje dejanja, ko ne pomagamo drugim, ko nismo prijazni do drugih, ko razmišljamo samo za sebične želje, ko smo hipokrati, ko sodimo in ocenjujemo stvari, vase pa se ne znamo pogledati. Bolj ko vzgajamo tak način uma, bolj ko razvijemo samo to, ta zorni kot, jaz in moj svet, ki naj bi bil zame in vedno na moji strani, če ni na moji strani, proti meni. Če razvijemo tak način uma in tak način razmišljanja, smo mi tisti, ki smo odgovorni za to in zato bomo tudi čutili posledice. Tako da življenje si bi mogli naučiti, kako pravzaprav stopiti na stran. Zdaj je veliko ljudi, ki trpi zaradi stiske. Veliko je tesnobe. In veliko ljudi slišim, da imajo težave zaradi sedanje situacije. Ali služba, ali samo osamljenost, ali družina, kako bo šlo naprej za preživetje. Sigurno ni lahko in se seveda zelo sočustvujem. Toda kaj zdaj narediti? Težko bo zdaj takoj popraviti. Toliko časa smo razvijali napačne poglede in poskušali kontrolirati, kar ni naše, kar ni naša odgovornost. Toliko bo težji, seveda. In torej, kaj zdaj narediti? Seveda, na začetku ne bo lahka pot. Zato, ker zelo, zelo dolgo časa smo mi dajali svojo pozornost in ocenjevanje sveta. Bolj smo vzgajali ta zorni kot, jaz in moj svet. In smo ocenjevali svet in smo hvalili svet, se potapljali v ta svet, uživali v vseh vrstih čutnih užitkih in odvisnosti. Tako da ne moramo pričakovati, da lahko zdaj rešimo problem kar tako na hiter. Ampak nekje se mora začeti, kot pri vsaki odvisnosti. Na začetku bo težko. Težko, da se vzdržimo praskanje, takoj, ko nas zasrbi. Torej, da se takoj ne vržemo v neko čutne užitke, takoj, ko nam nekaj pravi v glavi, dej, vzemi si to, reci to, napadaj ti za tega. Ampak da se zadržimo. In ta zadržanost pravzaprav pomeni ne samo neka pravila,
češ, kam ima sploh smisel zadrževanja. Ta zadrževanje pravzaprav odpira Tale zorni kot, jaz si moj svet zame, se zmanjšata, ampak se poveča tale bolj notranja perspektiva. Ta bo splošni nivo ali pa višje zavest, ali višji ali višja duša. Lahko to imenujemo na različne načine. Karkoli, da nam zmanjša ta zatopljenost v neko stvar ali neko točko ali v nek specifičen problem in delamo iz tega velik problem. Lahko neka majhna zadeva nas tako popolnoma vrže iz tira. To pa zato, ker nismo popolnoma razviti. In s to utrditvijo tako postanemo bolj neodvisni. Torej, ne bo nas tako hitro vrglo iz tira in bomo sami znali ocenjevati, kaj je prav in kaj narobe. Tukaj ne bomo rabili več nobenega, da bi nam povedal, a smo v redu, ali bi nam dogovoril, kaj narediti, kaj ne storiti. V sebi vemo, kakšno imamo čisto vest in vemo, da zatočišče ni v svetu, da zatočišče se moramo sami zgraditi. In to je zatočišče Dhamma, oziroma resnice, ki spoznamo šele takrat, ko zelo poenotimo svoj ko razvijemo ta spomin, v katerem smo, tale višji nivo Torej, če pride že do neke depresije in tesnobe, ne zato videti, kot da ne bi smelo biti. Vzamete to za raziskovanje. Za raziskovanje, kaj narava tega, kje je problem. Nekako pa se ne uporablja neko tesnobo kot neka napako, s katero je treba pobegniti. Pobeg pomeni še bolj večji problem. Bolj, ko se potopimo v svet, pomeni, da je zavest vedno bolj fiksirana. Bolj ta zadeva raste, bolj svet raste. To lahko pomislimo na ljubezen. Tista ljubezen, ko smo zaljubljeni. In ko nekaj zagledamo, zavest raste. Nam je všeč. Potem se vidimo, kako smo potopljivim, smo čisto zasvojeni v tej ljubezni in vse ostale stvari nam ne briga, smo naivni, svet je lep, svet je čudovit, se počutimo krasno. Cel svet se nam povečal zaradi naše strasti. Enako se zgodi, ko imamo odpor do nečesa. In bolj, ko imamo nek odpor, nekaj se je zgodilo, postanemo jezni, nas razjezi, postanemo slabe volje, smo v slabem razpoloženju in vse okrog nas je slabo. Vse je proti nam, nič ni všeč, hitro postanemo nejevoljni glede vsake majhne stvari, ki se dogajajo z nami. Torej, bolj, ko se nekaj poželimo, bolj nekaj raste. In isto, bolj, ko imamo odpor do nečesa, tudi to bolj raste. Torej, potiskanje stvari stran z nekim odporom, z neko jezo, ne bo rešilo problema. Zato, ker s tem še bolj ustvarimo ta svet. To pomeni svet jeze. In tudi zaradi tega moramo mi paziti, kako se mi potapljamo v svetu. Zaradi tega se moramo že zadrževati, ko smo z čutnimi užitki. Ker s čutnimi užitki bolj svet raste. Bolj je večji od nas. In potem ga svet po svoji volji se premakne po svojim zakonom. Svetu ne briga za nas, kot sem že rekel. In se bo spremenilo, bo šlo proti nam. In potem ta svet je kot veliko kolo, v katerem se mi vrtimo. Ampak je prevelik. Dali smo ji zelo veliko oblast, dali smo naš glas, smo izvolili ta svet in boje posledice. Se bo začel vrteti in ga ne moremo ga ustaviti. Torej, ne se pritoževati, če svet je proti nam. Svet se mi sami ustvarjamo. In smo sami odgovorni. Koliko je velik svet in kakšen vpliv ima nad nami, je to vse naše delo. Torej, treba se zadrževati že pri čutnih užitkih.
in da postanemo samostojni, da ne rabimo več sreče iskati v čutnih užitkih, ampak iščemo srečo s tem, da mi opuščamo stvari. Torej, ko pride do tesnobe in stiske v tem času, ne zdaj obupati. Marsikdo obupa tudi do te mere, da celo razmišlja o samomoru. Slovenija je že itak enih statistično kar zelo na visokem, kar se tiče samomorov. Kaj šele zdaj? Samomor ne bo rešitev. Zakaj ne? Ravno zaradi tega zakona. Bolj ko stvari potiskamo stvar, bolj ko delujemo z neko jezo, z nekim odporom, tak svet si mi ustvarimo. S samomorom se lahko samo še nadaljuje. Telo bo uničeno. Način nagnjenosti uma pa ostane. In to lahko vleče se v naslednje življenje. Naslednje življenje lahko postane svet tazga, ki smo si ga mi sami ustvarili. Če smo zelo črnogledi in gledamo vse v negativnem smislu, smo kritični, sodimo, tak svet smo si ustvarili. In naslednje življenje to lahko nas vodi naprej. Vredimo se v svet temačnosti, svet jeze, svet odpora. In če razvijemo svet ljubezni, odpuščanja, radodarnosti, širokosrčnosti, potrpežljivosti, mirnodušnosti, to je zdaj svet za nas. Tazga smo se ga mi ustvarili. In ko bo čas zapustiti ta telo, tak svet gre tudi naprej. Torej ne misliti, da ko telo umre, da tudi ta osnovna narava kar izgine. Ne, vedno bojo posledice. Torej, zato opozarjam, da samomor ne bo rešil problemov. Reši problem le, ko sprejmemo odgovornost zase, ko se odločimo za radikalno spremembo. To pomeni, da se pa popolnoma radikalno spremenimo življenje. Če treba, gremo v novo okolje, ki to podpira. Gremo stran od stvari, ki nam škodujejo. Prakticiramo zadrževanje čutnih užitkov. Prakticiramo krepostno, radodarno in si ustvarimo svet tazga, ki mi hočemo imeti. Torej preživljamo svoj čas tako, da mi razmišljamo o teh stvareh. Ne v abstraktnih stvareh. Ne o teorijah, o nekaterih spekulativnih stvareh, ampak razmišljamo o stvareh, ki so bolj notranji. Torej, ne nekaj, kar je v prostoru in času, ampak nekaj, kar poskušamo razumeti svojega uma. Nekaj, ki pomaga nam kristalizirati to ozadje, v katero smo. To zavest, to ali to dušo, ali karkoli je tole v ozadju. Ker jaz lahko vidim iz tega zornega kota, jaz gledam v neko zadevo. Trenutno gledam v kamero. To je zelo specifično dojemanje. Ampak to dojemanje ne bi bilo možno, če ni bilo neko ozadje. To ta spomin, da lahko sploh doživljam. Tako da s tem razvijanjem tega uma, bolj ta kontekst ali to ozadje je jasno. To razmišljamo tako, da je to bolj očitno. Preberemo si take knjige, ki nas pomagajo ponotranjiti to kontemplacijo. Torej, uporabljamo kontemplacije. Beremo take knjige, ki so koristne. Beremo sute, beremo, če ste kristjani, tudi svetopismo. In s tem stvarim se mi bolj poglobimo vase. Lahko uporabljamo tudi druge načine, tiha kontemplacija. Dobil sem tudi vprašanje, kar se tiče manter. Mi ponavadi ne delamo veliko manter, zato ker je boljše kontemplirati v tišini. Vase v sebi. Ni treba zdaj vse to verbalizirati navzven. Bolj, ker jezik je še zmeraj neko zunanja zadeva, še zmeraj komunikacija. Komunikacija tudi z nami, z sami seboj. V tišini pa res se nam odpira ta širši Da samostalno recitiramo stvari le vsak drug teden.
ker bolj poudarjamo tišino in notranjo kontemplacijo. Ampak, če vam pomaga s kakšnimi mantrami ali s kakšnimi citacijami, seveda je tudi v redu, ker je bolje, da pride kaj koristnega iz naših ust, kot kaj slabega. Torej, želimo vam vse dobro, upam, da to pomaga v tem času, pa predvsem ne samo v tem času, ki je koronavirus, ampak je tudi tale večji eksistenčni virus in da vedno bolj postopoma to opuščate in se tudi postanete samostojni in svobodni. Srečno!